Danes je potekala 30. seja občinskega sveta občine Kamnik, na katerem so svetnice in svetniki obravnavali več različnih točk. Med njimi je bila najpomembnejša tema o Veliki planini. Občinska uprava je namreč svetnikom in svetnicam predstavila revizijsko poročilo o poslovanju družbe Velika planina v obdobju od 1.1.2008 do 30.9.2009. In kakšna so bila mnenja svetniških skupin o revizijskem poročilu? Ja, svetniška skupina Liste Toneta Smolnikarja za Kamnik je nekako z obžalovanjem sprejela to revizijsko poročilo, kajti nismo pričakovali, da je tako slabo, pravzaprav, da je toliko neporavnanih obveznosti in zadev, ki bodo še lep čas predmet razprav občinskega sveta in težko bo zadevo rešiti. Sicer smo predlagane sklepe za dodatno pomoč, sofinanciranje zapadlih obveznosti podprli sklep, kajti če to ne bi podprli, bi prišlo do stečaja. To pa vemo, kaj pomeni v obdobju 2 ali 3 let, mogoče še dlje, kolikor traja ta stečajni postopek, bi bile prekinjene oziroma onemogočene vse aktivnosti v družbi Velika planina in bi bilo s tem stanje še poslabšano, seveda obveznosti bi pa tako ali tako lastnik, to je občina, moral poravnati. Revizija, ki nam je bila predložena, je pokazala vso bedo in blišč poslovanja Velike planine. Izkazalo se je, da pri poslovanju nastajajo številne nepravilnosti, številne težave, da je družba, kot so številni rekli, popolnoma neobvladljiva in ko smo danes se pogovarjali, kaj spet s to družbo narediti, nismo dobili nobenih novih idej, nobenih stvari. Edina stvar, ki nam je bila predstavljena, je, da družba potrebuje za normalno delovanje dodatnih 180.000 evrov. Ampak takšne zahteve po novem in novem denarju se pojavljajo stalno. Občina v Veliko planino investira, od nje pa nima popolnoma ničesar. Velika planina do zdaj v vseh teh letih jama brez dna. Kar se mene tiče, je zgodba relativno enostavna. Potrebno je pogledati, kaj si z Veliko planino želimo, ali si želimo družinski turizem, ali si želimo smučišča, ali si želimo prevoz na Veliko planino z gondolo ali po cesti. Te stvari je treba preučiti, je treba preštudirati, stvari danes so več ali manj znane, jih je treba skalkulirati in ko se bomo odločili za določeno stvar, je treba to stvar izpeljati, ker zdajšnji način delovanja Velike planine ne pelje nikamor, ker bomo samo denar vlagali večno in večno, zaradi tega bojo pa številna druga področja trpela. Revizijsko poročilo, ki je bilo podano danes na občinskem svetu, smo že dolgo čakali. Seveda revizijsko poročilo ni pravo revizijsko poročilo v smislu revizij, ampak je ugotovitev stanja na dan 30.9.2009. Na osnovi rezultatov te revizijskega pregleda se ugotavlja, da je veliko bilo storjenih napak in bilo izpuščenih veliko tudi nepredvidenih oziroma nedovoljenih stvari, kot je recimo, da se ni plačalo prispevkov za zaposlene. Drugače pa menimo, da je Zavod Velika planina Zaklad narave pač posloval zelo po domače in nikakor ne profesionalno in ne dovolj premišljeno, tako da smo pričakovali takšno stanje. Res pa je, da bi takšno stanje moral župan nam predočiti že veliko prej, seveda na osnovi letnih poročil, ki so ga obravnavali na sejah nadzornega sveta. Revizijsko poročilo je po mnenju svetniške skupine priložnost, da se končno enkrat reče bobu bob glede podjetja Velika planina. In zato v naši svetniški skupini zagovarjamo, da začne podjetje Velika planina izvajati tisto svojo osnovno dejavnost, prevoz potnikov iz doline na Veliko planino in pa tudi obratovanje dvosedežnice.
smučišča se do nadaljnjega zaprejo in se stroški zminimalizirajo na tisto, se pravi najnujnejše, se pravi javni prevoz potnikov iz doline Kamniške Bistrice na Veliko planino. Vzporedno pa se pravi peljajo programi različni na Veliki planini, Mali pa Gojški ter v dolini Kamniške Bistrice, ki pa grejo v smer zelenega turizma in pa ekoturizma. To pa delajo ljudje, ki so sposobni za te programe. Lahko damo tudi koncesijo, podelimo, vendar pa menimo, da se politika ne sme vmešavati v neko vizijo programe razvoja Velike planine, ampak zagotovi samo gospodarsko javno službo prevoz potnikov do Velike planine. Ja, zanimivo je tudi dejstvo, to, na kar smo že pozarjali, tudi zahtevo za sklicem izredne seje, to, da je poslovanje družba Velika planina, sklad narave, DO, neobvladljivo. Župan pač očitno nima srečne roke za izborom direktorjev, nadzornega odbora, prokuristov, kakorkoli. V glavnem, ta revizija je pokazala cel kup odprtih vprašanj, cel kup obveznosti, pojavil se celo neki ratrak iz leta 2006, ga zdaj plačujemo, cel kup takih odprtih zgodb. V bistvu, menja smo, da ta neobvladljivo stanje, da treba pač enkrat prekiniti zadevo. Sami občini imamo cel kup drugih prioritetnih stvari, menimo, da je pač otroško varstvo prioritetna naloga, kjer se mora rešiti v naši občini. Velika planina bo, ali z gondolo, brez gondole. Sam sem v 5 letih zmeri šel na Veliko planino peš, mislim, da je tudi večina Kamničanov, s tem pač Velika planina ne bo zgubila te lepote, bo še zmer ostala biser, tako da ne vidim razloga, zakaj bi mogli vsak mesec oziroma vsako sejo sprejemati neke sklepe, plačevati iz občinske blagajne po 100-200 tisoč evrov za stvari, za katere se ne ve, kdo je kriv, da sem pripravil do tega stanja. To, da je nekdo kupil ratrak, ga ni plačal, se točno ve, kdo ga je kupil. Tako da, ko bo enkrat ta zadeva kristalno jasna potlej, pač bomo pač tudi zmeraj podprli nek pameten razvoj, tak neobvladljiv razvoj pa nikoli.